V Komendi stoji manjša, a izjemno domiselno zasnovana družinska hiša, ki jo je načrtovala lastnica arhitektka. Na 140 kvadratnih metrih je ustvarila svetel in zračen dom, skoraj brez hodnikov, s premišljenimi detajli in navdihujočo zgodbo. Če vas zanima, kako izkoristiti vsak centimeter, je ne smete zamuditi. Tale simpatična hiša sodi med manjše, nikakor pa ni utesnjena. V sebi skriva veliko posrečenih arhitekturnih rešitev, premišljenih kompromisov ter ustvarjalnih idej. Andreja in Alen živijo. Andreja, vi ste arhitektka in ste tole hišo načrtovali zase. In me najprej zanima, kako je to delati zase? Je zaradi tega bolj zahtevno? Kakšen je bil ta proces? Jaz bi rekla, da je bilo lažje. Vsaj meni osebno je bilo lažje. Mi sicer v biroju naredimo veliko takih manjših hišk, ne vem, med 100 in 180 kvadratov, tako da mi je bil tudi ta izziv, majhna parcela, majhna kvadratura in kako izkoristiti ta prostor, že kar malo poznan, no. Pa tudi moj mož je bil kar idealen naročnik, če mu lahko tako rečem. Ni imel nekaj prav veliko svojih želja. 3 imam jaz v spominu, kjer so bile. Jaz sem imel to srečo, v bistvu, da je ogromno stvari ona tudi sama postorila, kar se tega tiče. Moje želje so bile torej vrt, predvsem trenutno prebivamo sploh v teh poletnih časov, kar precej časa. Potem dvorišče, imamo dva majhna fanta, tako da v bistvu igre na prostem. Nič tazga ni imel. Se pravi, mogoče tudi zato, ker so bile želje dosti realne, ker sva skozi vedela, iz kje izhajava, da je pač bil tudi proračun omejen in nisva niti sanjala zdaj o nečem, da bi imel, če sva že skozi vedela, da imamo čisto običajne težave kot običajna mlada družina, tako da sva izhajala iz teh omejitev. Na 450 kvadratnih metrov veliki parceli sta morala poleg hiše zaradi krajevnih pravil urediti še 3 parkirna mesta. Ker je območje pod varstvom kulturne dediščine, so bili določeni tudi oblika in naklon strehe, višina objekta ter širina napuščev. A imate zaradi predpisa potem hišo v obliki črke L? Ne, to pa ne. To je pa v bistvu prišlo do tega, zaradi tega, ker je parcela v obliki trapeza je, se pravi, zgoraj je širša, spodaj je ožja in je to prišlo do tega. Je pa to se izkazalo za eno tako zelo luštno omejitev, ker to na koncu sploh ni bila, ker je terasa dobila eno tak prijeten kotiček, da si zaprti z 2 strani. Pa ta dnevna soba, pa zgoraj spalnica, pa ta čudovit razgled na travnik. Ker imamo hišo v obliki črke L, smo lahko potem tudi obrnili na vzhod. Sicer Andreja pravi, da z arhitekturnega vidika to ni najboljše, da ne bi bila ta južna stran, ker je več svetlobe. Meni osebno je ta vzhodna stran veliko boljša, ker je poleti prej senca, smo lahko tudi prej odzunaj in tudi dlje časa preživimo na prostem. Hiša pri svojih 140 kvadratnih metrih deluje zelo prostorno. S kakšnimi prijemi ste to dosegli? Ja, jaz mislim, da glavni razlog je ta, da skoraj ni nobenega hodnika. No? V pritličju ga ni, kjerkoli se je dalje prostor optimiziran do konca. Tudi to zavito stopnišče, ki imamo, je tako zato, da se porabi najmanj tlorisne kvadrature. Pa vsi ta glavni prostori so večji. Se pravi, ta bivalen prostor, kjer preživimo največ časa, je v bistvu dosti velik in mogoče tudi zato deluje dosti prostorna. Pa malo je pol treba paziti tudi pri izboru same opreme in barv in materialov, da ne greš v neke temnejše barve. Kako ste načrtovali kose opreme, pohištvo, da ste se izognili občutku utesnjenosti? Zbirali smo v bistvu svetlejše barve, ne zdaj čisto bele, kakor vidite, ampak svetlejše. Tudi nekako sva si še vsem želela, da so to mogoče malo bolj naravni materiali, ne vem, les, kamen, tkanina, da da tisti občutek domačnosti. Še vsem smo družina, pa imamo radi obiske, da se ljudje pri nas res počutijo domače, da ni to zdaj čisto belo, sterilno. Pa mož je imel tukaj res kar veliko vlogo, ko mi je skozi govoril, brez lovilcev prahu. Jaz sem mnenja, da mora prostor dihati. In ko sva se mi spoznala, sva se že takrat odločila, da, ker sva ogromno potovala, da ne kupujeva teh spominkov,
kot je ona že rekla, so to lovilci prahu, prostor mora dihati, mora biti svetu, pa da ko priješ domov, da se počutiš dobro, da je to res dom, da to ni samo hiša in tudi celoten koncept je bil tako zastavljen. Tukaj v tem dnevnem prostoru sta glavna poudarka, se mi zdi, modra sedežna in tale stilizirani gorski vrhovi iz lesa. Kako je prišlo do teh odločitev? Zdaj za kavč ni neke posebne zgodbe, razen to, da sva imela začrtano malo to barvno paleto, kjer barve želiva uporabiti, da je čez celo hišo malo te rdeče niti. Kar se pa gor tiče, pa je zgodba, ampak midva dolg časa nisva vedela, kaj dati tukaj za kavč, da ni to zdaj neka tista slika ali pa tapeta, ki jo vidiš velikrat. Tako da med samo gradnjo sem jaz klele enkrat stala pred telim oknom, gledam ven te hribe in te hribi so nama tisti. Ko vidiš Kamniško-Savinjske Alpe, pomeni, da si doma. Tako da in pa sem imela enega mladega, zelo simpatičnega mizarja, ki je bil odprt za vse moje ideje in mi je kar narezal letvice na tla, na tleh smo zložili v to silhueto od ozuni, dali na steno in to je to. Tako da smo dobili v bistvu hribe od ozuni noter. Poleg odprtega dnevno-bivalnega prostora s hrambo ob kuhinji sta v pritličju še manjše stranišče in tehnični prostor z utilitijem. Po stopnicah se povzpnemo do delovnega kotička s knjižnimi policami, glavne spalnice s kopalnico ter 2 otroških sob. Ti sta zasnovani fleksibilno, da bosta lahko rasli skupaj z otrokoma. Trenutno je ena še igralnica, kasneje pa bosta fanta dobila vsak svojo mladinsko sobo s pisalno mizo, pripravljeni pa so tudi že vsi potrebni priključki. Kakšna je pa časovnica vašega projekta? Koliko časa je vse skupaj trajalo? Se je kje kaj bolj zatikalo kot drugje? Hiša je bila v bistvu postavljena od prvega vkopa do tega, da smo se mi vselili v 15 mesecih, zdaj razmeroma hitro. Moram pa tukaj poudariti in tudi pohvaliti vse izvajalce, s katerimi smo sodelovali, da načeloma nimava niti ene slabe izkušnje, kar je kar precej redko, glede na to, ki slišiš zgodbe od drugih. Jaz mislim, da malo je pomagalo tudi to. Jaz sem v tistem obdobju na porodniški, kar pomeni, da sem bila frej. Ja. In sem bila lahko več na gradbišču, kot bi bila sicer in mislim, da je bilo tudi to veliko. Težji sicer zame, ampak boljši v smislu gradne hiše. To je pa malo usoda arhitektke, arhitektke mame, nekaj na porodniški je v resnici še malo na gradbišču. Ja, tako. Kaj bi zdaj po tej izkušnji rekla, da je tisti nasvet, ki bi ga z veseljem predala nekomu, ki se šele loteva gradnje hiše? Gradnja hiše je proces, ki je lahko zelo stresen, predvsem z finančnega vidika in pa z vidika sprejemanja pomembnih odločitev, kar se tiče same gradnje. Tako da moj nasvet vsem tistim, ki se bodo lotili gradnje hiše, je predvsem to, da izbirajte izvajalce ne samo na podlagi najnižje cene, ampak na podlagi nekih priporočil vaših prijateljev, znancev, tudi izvajalcev, s katerimi že sodelujete, torej ki so že na samem objektu, na hiši, ker v končni fazi tudi oni bodo z njimi sodelovali, ker na koncu je pomembno, da je izvajalec zanesljiv, da pride na tisti dogovorjen termin, ker nezanesljiv izvajalec na koncu, če gledamo po črto, lahko v bistvu stane veliko več, kot pa mogoče kakšen malo dražji. Ja, pa moj nasvet bi bil še mogoče za vse družine ali pa vse, ki ciljajo na manjšo kvadraturo, da so postavljene neke realne želje, se pravi, tako kvadraturo imamo, da se ne zgublja nekega prostora, mogoče na, zdaj bom rekla samo en primer, nekih ravnem stopnišču, ki ti povzroči hodnike v enem nadstropju višji. Se pravi, da se točno ve, kaj si želi in kje je v bistvu škoda neke kvadrature. Mogoče še en nasvet. Prijavite se na oddajo Ambienti, oziroma nas izberejo. Bo sam proces zaključovanja veliko hitrejši, ko omeniš, da boš na oddaji. Kako to mislite? Na določene izvajalce je mogoče bilo potrebno čakati malo dlje, ko smo omenila, da bo v oddaji, so pa praktično čez noč zadevo zaključili. Zaradi nas? Aha, fajn, dobro slišati.